Dober dan na Konjski vrh, tokrat pa prvič tudi sliko. Karel, lepo pozdravljen, očitno sva dobro vadila oba med tednom in se danes tudi vidiva. Ja, tako je, lep pozdrav tebi, Luko tehniku, in seveda vsem, ki se družijo z nami, en lep pozdrav. Ja, sedaj se tudi vidimo in seveda se je bilo treba za to malce pripraviti, jaz se ponavadi počešem samo zjutraj, potem še kdaj, če imam kakšno obveznost in grem med ljudi, tako da sem se danes počesal še enkrat za tole priložnost, da se mi ne bi zgodilo to, kar se mi je zgodilo, ko sem bil še na Sladki gori in me je takratni župnik prosil, če bi prišel maševat zvečer. Seveda sem se počesal, ampak potem sem šel, preden sem šel v Šmarje, še k Batosti in Kapri, in se mi je dal še malce priboljška. In Batosti je imel navado, da kadar je jedel, je naslonil gobček na mojo glavo in takrat je pač jedel tudi malce ovsa pa malce jabolk. Potem sem se poslovil in sem šel v Šmarje. Ko sem pa prišel v zakristijo, so pa torej ministranti so me pogledali izjemno kot v šoku, ne? In so pač očitno nekem čudnem razpoloženju zrli vame in običajno pomislili, da mi kaj visi na bradi, ne? In sem se pogledal po bradi. Danes bi mi lahko slama visela, ampak mi ne, ker sem se pogledal v ogledalo. Ampak nič ni bilo, ampak oni so me še kar naprej začudeno gledali. Potem smo stopili v cerkev, začela se je maša, ljudje otrpnili in me gledali. Celo, ko so šli k obhajilu, tisti na roke, so me zrli tam nekam gor, ne, kot bi imel oreolo, ne. Nisem vedel, zakaj, ne. In potem, ko sem prišel zvečer domov in sem se oblačil, sem si slačil obleke, se je z moje glave usul ovs in jabolka in kaj so videli ministranti in ljudje. Imel sem kot, kako se reče, tismo Luka, ko imaš tukaj gor špičasto, tisto zadevo, kot bi imel želejem špico, vmes pa koščke jabolk in ovsa. Seveda se nihče ni mogel misliti, da je to frizuro naredil Batost, ampak sklepali so, domnevam, ne, da sem si sam pripravil za mašo, ne vem, kako se reče tistemu zadevi. Mislim, da je irokeza ali nekaj takšnega. Ja, irokezo, v katero sem med žele primešal še ovs in jabolka, ne. In potem sem se razumel tisti šok ministrantov in tista začudena odprta usta ljudi, ki so šli na obhajilo k roko, imeli so pa odprta usta in so zrli tam nekam gor. Kjer naj bi bila, tako sem si domneval, aureola, ampak je bila turikeza z ovsom in pa jabolkami. Torej, zato sem se danes še enkrat počesal, ker bi bila pa kakšna slama, ne, ampak tisto ni tako dobro. A zato je tudi tebi bolj všeč pogovor brez slike? Zadnjič si ravno omenil, da je včasih tudi dobro se samo pogovarjati in razbirati razpoloženje iz glasu. Ja, recimo, sam v bistvu, če gledam televizijo, potem te slika zamoti, ne. Slika lahko prevara, ne. Ti si lahko nadeneš, recimo, nasmeh, ne. Čeprav si notranje mogoče manj razpoložen, utrujen, mogoče celo žalosten, ne. Se spomnim, ko sem nekoč sodeloval v neki oddaji na televiziji, kako se je pred oddajo tisti voditelj trudil, ne. Imel je očitno en težek dan, kako se je trudil, da je prišel zopet z nasmeškom, pričakovanim nasmeškom, seveda preko ekranov do svojih gledalcev. Ko pa poslušaš glas, ne, v glasu pa zveni naša resničnost, ne. Zato pravijo ljudje, ki so slepi, ne, da se jim odprejo čisto neke nove dimenzije v zaznavi človeka, ne. Videz lahko tudi vara, ne. Če ostanemo samo na videzu, ne. Čeprav videz je tudi dragocen, ne, pogled na človeka je dragocen, ampak je pa dobro ga slišati v njegovi notranji resničnosti. Sam vem včasih, ko sem v Šmarjah, recimo pa imam predavanje, pa sem utrujen, ne, pa moram zvoziti, ne. Kako si želim nekega sočutja, ne.
neke upore, nekoga, ki bi bil takrat z mano v moji resničnosti, ne? Ker pač tisto uro mora zvoziti zlahka ali stežka, ne? Ampak moj videz takrat, pa še adrenalin deluje, si močan, si mogoče celo vznesen, tisti, ki pa posluša moj glas, ne, bi pa slišal mojo resničnost in bi se mi lahko pridružil v sočutju. Tako sem imel včasih, jaz sem bil včasih kapucin, kadar je šel kapucin nekam pridigat, je vedno imel s seboj brata, še enega redovnika. Zakaj? Zato da ga je vsaj nekdo zaznaval in spremljal v njegovi resničnosti. Tisti, ki je bil pač kapucin pridigar, znan je Janez Svetokriški, najbolj ne, tem se otroci celo učijo, baročni pridigar, tisti je mogel zvoziti, je mogel nagovoriti, ne? Ampak da ni bil notranje sam, je imel še enega brata, ki je za njega molil in bil z njim kot brat v sočutju, ne? In se mi zdi, da je to zelo, zelo pomembno. In naš glas mnogokrat veliko bolj izrazi, vzvalovi našo notranjo resničnost, kakor pa to, kar vidimo, ne? Čeprav zdaj, ko me vidite, da sem res gozdni mož iz Konjskega vrha, ne? Odkoder vas nagovarjam. V tem času karantene, če temu rečem, ne, dejansko si tudi brade ne pristrižem, frizerji pa tako ne delajo. Ja. Ampak tako počasi mi lahko preideva na današnjo temo. Izziv zanjo nam je dala gospa Danica. In sicer rekla je, dajte spregovoriti nekaj o tem, kako sobivati skupaj. Sedaj v teh dneh, ko smo prisiljeni biti drug z drugim, biti non-stop skupaj, ko nimamo tistih 1000 opravkov, pa tudi v čisto običajnih dneh, ki bodo prišli po tej karanteni. Ampak, če se vrnem nazaj, rekel si, ko prideš v Šmarje, si utrujen. In vsi, ki obiskujejo ta naša srečanja v Šmarju, vemo, da ti poveš, da si utrujen. In poveš, danes sem pa tako zmatran, bomo naredili skupaj. In to je ravno tisti, se mi zdi, tista osnova pri sobivanju skupaj, da si tisto, kar si, in da ljudem poveš, tudi za to, da si utrujen, tudi za to, da ti mogoče pa danes ni bilo za priti, ampak si prišel in bomo skupaj zvozili to, kar je, da se ne skrije za tisto masko, jaz sem pa vse mogočen, se bom naredil. Potem se zlomiš, ne? Mi pravzaprav nas je nasilno hotenje, da najbližjim pokažemo to, kar doživljamo. Najbližji je tiste, ki imamo najraj, paradoksalno, nam lahko gre tudi zelo, včasih celo najbolj na živce, ne? Zdaj, če bi mi igrali, ne smemo iti na živce, ker EPP, skozi bom prijazen, postaneš dejansko sladkoben in smislu več ogaben, ampak silno neprijeten, še težje te je prinašati. Zato se je fino zmeniti, da bomo delili med seboj svojo resničnost. Tisti, ki se imajo resnično radi, v resničnosti radi, si lahko povejo tudi, danes sem tečen, danes sem zmatran, danes mi greste vsi na živce, ne vem za razlog, niste vi krivi, ampak je fino, da si to izrazimo. Preprosto zato, ker se imamo radi in ker se želimo sprejemati v resničnosti. To zdaj ne pomeni, se bova nadaljevala pogovor, da si pa lahko privoščimo karkoli, da nam ni potrebno poskrbeti, da dvignemo svoje razpoloženje, da ukrepimo svoje moči, o tem bova kasneje, ampak na začetku je pomembno to, da se domenimo, s teboj bom resničen. To mi prihaja na misel, zgodba, ki sem jo slišal, ne vem, je bila resnična ali ne, to je bil še tisti čas, ko so nosili ljudje firtohe, ne, in sta se mož in žena kmalu po poroki, ko je tisti čas idealizacije minil in sta videla, da pa je tudi tečnoba naša resničnost in da se je dobro pred to tečnobo zavarovati oziroma jo vzeti v obzir, domenila, kadar bom imel slab dan, ne, bom imel na firtohu, reče se, seveda pravilno slovensko predpasniku, bom imel vozel.
In ko bom imel v vozu, pust me pri miru. Bodi uviden do mene in ne sili vame. Ne? In tako sta se izmenjevali. En dan je imel mož, čez par dni mogoče žena, in sta res živela v tej medosebni obzirnosti. Ne? Nekega dne pa sta oba prišla drug drugemu z vozlom na predpasniku in sta se začela smejati. Ne? Mi mislimo, da bomo mnoge zadeve rešili z velikim pametovanjem, pa ne vem kaj ne. Moramo biti preprosto znati biti tudi igrivi, zato da potem lažje med seboj preživimo, in seveda je potrebno pa upoštevati tudi naše dejansko stanje. Ne? Imam slabe dneve in ko imam slab dan, ko že vidiš nekoga, da se drži čudno, ne? In če potem en rine v tebe, ne? Zakaj se tako držiš, pa kaj je narobe, pa kaj spet, ne? Pa, recimo, to je zaznoret, ne? Dobesedno zaznoret, ko vidiš, da ima nekdo dan, ko rabi mir, pust mu mir. Ne? In tudi recimo zdaj v Šmarju pa v okolici imajo ljudje, večinoma ne živijo v blokih, ne? Ampak živijo recimo v osebnih stanovanjih, je še vedno nek prostor umika. Če pa zdaj pomislimo na tiste ljudi, ki živijo v blokih, ne, ker je 30 družin zbranih na kup, ne, in so te omejitve gibanja in druženja, ne, veste, ni enostavno, ne, se umakniti. Tisto, ne, manj te vidim, bolj te imam rad, ne. Ampak to je res, ne, ko jaz pomislim recimo na naše tukaj kmečke prebivalce. Zjutraj so bili skupaj, pol je šel pa vsak na svoje delo, so se drug od drugega lahko oddahnili. Pa so prišli mogoče za malce skupaj, pa je pa spet šel vsak na svoje delo, pa so se oddahnili. Ne. Pa južna, pa popoldne, recimo so imeli ta čas umika, ne. Vsak človek rabi nek čas zasebnosti. In tudi ljudje, ki so v bloku, ne, rabiš ti neki kotiček, ki je tvoj, pa mogoče sam tvoja, mislim na otroke, pisalna miza, ne mu udirati, tudi če ima razmetano, to je njegov kotiček, njegov prostor zasebnosti, ti imaš mogoče, si izbral en drug kotiček, kamor se lahko umikaš in ne bo nekdo rinil za tabo, ne. Kaj pa delaš, ne? Kaj pa zdaj rišeš? Ja, če ti bo hotel pokazati, ti bo tako pokazal. Pa ne, pust ga pri miru. Mora se tudi od tebe oddahniti, da boste lahko živeli in preživeli skupaj. In to je recimo zelo, zelo, zelo pomembno upoštevati, ker drugače pa nam živčevje lahko popusti, ne? In potem imamo še slab občutek, pa ne bi rad, pa si pa tečen, zato ker si tečen, in potem je to en začaran krog, ne? Vedeti moramo, ja, radi se imamo, ne? Ampak najbližjim boš najbolj izrazil, pokazal, ampak ne s teorijo, ampak z obnašanjem svojo doživljajsko resničnost. Ne? Ko boš tečen, takrat se pustimo pri miru, ne pa riniti noter v človeka. Ne? Upoštevati moramo te preproste zakonitosti, ki so bile vkodirane tako ali tako v način našega bivanja, ne? Dec se je umaknil, ne, pa je šel nekam ven s kolegi, tudi če je živel v mestu. Ja, mogel se je oddahniti, to ne pomeni, da nima rad žene. Ampak če pa skozi skupaj tišita, je pa zaznoret. Ne? Razumete? Potrebujemo ta čas umika, to hočem povedati. Ne? In potem tudi razumevanje, da si pokažemo svojo doživljajsko resničnost in da ni nič narobe. Če sem dan tečen, ni nič narobe. Ne me spraševati, zakaj sem tečen, jutri boš pa mogoče ti. Pa jaz ne bom rinil vate, ampak bom obziren. Če ne drugače, si pa zavežemo, en robec, pa ga nekam tako dajmo, da se bo videl, če bo vozil, pust me pri miru. Nič ni narobe, sam ne siliti mene. To sam vem iz izkustva, kako je grozno, ko bi rad mir, ko moraš sam po sebi umiriti svoje notranje razpoloženje. Pa en hoče vedeti, zakaj si pač takšen, kot si. Dostojevski je lepo zapisal, pogosto, najpogosteje, nimamo pojma, zakaj smo tečni. Nekaj se nas je dotaknili, nekaj se je v nas prebudil, upoštevajmo to, spoštujemo se. Še posebej v tistem času, ko smo primorani bolj kot ne bivati skupaj. Ne. To je ena od stvari.
Druga stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, je, da zna vsak poskrbeti za svojo osebno, bom rekel, duhovno prijetnost. Ne? Duhovno pomeni, da se zna umiriti ob določeni dejavnosti. Eni molijo, eni šraufajo, kakorkoli že. Eni, sem zdaj, včeraj ne, ker je bila nedelja, ampak prej sem 2 dni plev. Po dolgih letih sem imel čas, da sem plev. In neizmerno me je umirjal ta stik z zemljo. Najti moraš en način umiritve, sprostitve, da ne bomo lazili drug po drugem, ampak moraš najti svojo duhovno potešenost, umiritev, sprostitev, kakorkoli že. In potem seveda, da potem notranje umirjen, notranjim uravnovesju prihajaš v svojo skupnost. Ker zdaj, ko smo bolj na kup dani, dansko je to še bolj pomembno, da imaš nekaj, kar te umiri. Nekdo mogoče bo potegnil s podstrešja albume z znamkami, mogoče jih je zbiral v otroštvu, sam sem nam izvedel, ko sem bil otrok, sem zbiral znamke, zdaj so mi pranečaki povedali, da pa nadaljujejo to, ker so našli na podstrešju te albume. Nekdo bo urejal te fotografije, nekdo bo ne vem kaj. Veste, toliko tega je, poišči, kar te umiri, če pa ne veš, kaj te umiri, pa pomisli, ko si bil otrok, kaj si rad delal. In se povrni k tistemu in prebudi v sebi tisto, zaradi česar ti je bilo nekoč in ti bo lahko tudi danes prijetno in ugodno. Naslednja stvar, pa je, meje pravila sobivanja morajo biti jasna. To pomeni, tisto vedno poudarjene, jaz si napišem, kadar imam švingel segel za predavanje, samo S plus P plus O. Spoštljivost, pravičnost in odgovornost. Mi, tudi če si gremo na živce, določenih mej ne smemo prestopati. Mi si pokažemo nevoljo, ampak biti moramo kultivirani, da drugega ne, kako bi rekel, ne poškodujemo. V cerkvi govorimo o malih grehih pa velikih grehih, celo smrtnih grehih. Kaj to pomeni? Določene ravnanja lahko nekoga, ko sem tečen, pa nekaj tam, to je, pa rečem še pol oprosti. Prosim, hvala in oprosti so tudi v tem času zelo pomembne besede. Pa rečem oprosti, pa priznam, tečen sem. Veste, kako se drugi vdahnejo, ko rečem oprosti, tečen sem. Ne pa, da si to sebe ne sprejmem v resničnost in so pa za to krivi drugi. Ne, vsak od nas ima tudi pravico, da je tudi tečen. Sam povej to, pač ima slab dan, kaj pa pol, zdaj sem pa pozabil, kaj sem povedal. Aha, določene so drobne stvari, moramo pa paziti, da ne naredimo, kot mi bi rekli na rekovajih, smrtni greh. To pomeni, da bi nekoga smrtno poškodovali. Torej, recimo fizično nasilje, pa ne vem kaj, po katerem, to je pa dejanje, po katerem je potrebna dolga rehabilitacija, ker smrtna rana bi lahko rekli, in so določene meje, ki se preprosto ne smejo prestopiti. Če se pa prestopijo, pa potem potrebna rehabilitacija in je potrebno tudi vedeti, da je potrebna rehabilitacija, ozdravitve, odpuščanja, kot rečemo. Eni reče, ja, odpusti. Ja, po takem težkem dejanju je do odpuščanja pot. Mi moramo prvo dopustiti tisti mor, ki nam je prizdel škodo, se nam mora upravičiti, poravnati, koliko se da škodo, dopustiti, potem pa gre proces žalovanja, da pride do tiste notranje umiritve. In ravno sem se pogovarjal včeraj z eno osebo, ki je doživela hudo krivico, in se čudi, da še po tolikih letih ni čisto ozdravljena. Je rana še vedno zakrvavi in se rekel, veliko, zdaj pa tisti, ki so prizadeli krivico, ne živijo z njo, se rekel, veliko se morate izpostavljati temu, kar vas svetli, umiri. Sonce, svetloba, toplina, sama po sebi cele rane, bo postala brez gotovine, ampak izpostavite se temu, kar zdravi, vitaminu D. Ja. Ampak če želimo tako dobro sobivati z drugimi, postavljati meje, znati spoštovati meje, se zopet vrnemo na tisti začetek. Spoznaj samega sebe in sprejmi samega sebe. To je osnova.
Ja, To je pa včasih zelo težko, vsi radi igramo vloge, vsi to si bova nadevamo imela, maske in potem Jana, se včasih čakaj. človek izgubi na tisti poti, ne ve več, kdo Ja, pa je. to bova imela temu prihodnjič, Delfi, preročišče, to je pa osnova, ne. V nas je eno globoko hrepenenje, da smo prepoznani. Sam nekdo zdaj, ki je bil naučen igrati vloge, ki so padli v neko šablono, dejansko bojo to zdaj težko naredili, ker gre v ozadju mogoče tudi pogosto za ranjenosti, ne. Moral sem igrati tvoje pričakovanja, nisi me prepoznal v izvirnosti moje osebnosti. To so zelo globoka doživljanja, ki zahtevajo posebno temo. Danes bi recimo jaz kar ostal na tem splošnem dejstvu, da smo danes skupaj, kaj je treba upoštevati, ne bi odpiral pregloboko, ker najgloblje je pač to, nekateri to misel spoznaj samega sebe pripisujejo Sokratu, dejansko je pa to prastaro napotilo, ne. Ampak da se ti prepoznaš, te morajo prepoznati, ker mi se prepoznamo v sprejetosti in v ljubezni, ker to je temeljna potreba, ne. Če pa nisi sprejet v izvirnosti svoje osebnosti, če ti nekdo hoče samo dobro in ima svoje predstave, kaj bo zate dobro, ne, in moraš ti, zdaj imam veliko pogovorov, ne, tudi pred kratkim me je klicala ena oseba, ki je v bistvu, mama je stara, veliko ne bom pravil, čeprav z enega konca Slovenije, ki si nihče ne more misliti, ne, pa tudi ta gospa je starejša, pa kaj si želi? Samo da bi mama pred smrtjo, da bi jo prepoznala, da ji ne bi bilo treba več igrati pričakovanj, da bi bila potrjena, ne. Ker mi sebe sprejmemo, kasneje potem recimo, meni je pomagal ta stik z Bogom, ne. Drugače pa je res eno globoko hrepenenje, pa se spomnim enega drugega možakarja, ki je zelo uspešen, ne. Ampak kaj si on želi? Samo da bi mu ata končno že rekel, ponosen sem na tebe, ne. Ampak ata ni tega sposoben, ker ima svoje frustracije, ne, ker tudi on ni bil tega deležen. Zato je tako pomembno, da določene vsebine ozavestimo in smo potem mi prvi, ki naredimo ta korak. Nam ni lahko, ne, ker je v nas kot eni drugi naj vidijo, da sem vreden. Ampak tu pomaga tudi zelo duhovnost, veste, duhovno zelo pomaga, ker tam pa dobiš potrditev svoje izvirnosti, si prebojen v svoje izvirnosti in doživiš tudi potrditev sprejetost, tudi ko nisi čista, kak naj bi bil, ne? Ker je ljubezen, ki te prebuja k tebi samemu, ta sveta ljubezen, ne? Ampak recimo nekdo, ki ozavesti to, kar se mi zdaj pogovarjamo, naj poišče tiste moči, da bo prvi rekel besede potrditve. Predvsem pa je treba prositi za navdih, kakorkoli že pojmuješ, je to Božji duh, ali je to, ne vem, kaj prihaja že k tebi, da bi zaznali, da bi prepoznali drugega v osebni neponovljivosti, čudovitosti, da bi dejansko postali prevzeti, ne ob nekih igralcih tam na televiziji, ampak drug ob drugem, da bi nas prevzele tisto, veste, toliko tega je na vsakem človeku, ne. To je treba seveda pomagati, tudi premagati negativno pedagogiko, imamo Delfi, imamo negativno pedagogiko. Imamo še nekaj tema, ne? Ja, toliko teh tem, ker nas je silna potreba, da bi kar naprej popravljali. Ko govorimo o skupnem sobivanju, 5-1 je tudi, ne. Ne mi govori drugemu, kaj spet ni, pred mu ne poveš, kaj si boste šli res totalno na živce. Pa ti bo on vrnil, pa bo te povedal, kaj ni. 5-1, ozaveščati, kaj nekdo dobro naredi in povedati, to pa to, super, to, bravo, spodbuda, hvala ti, ne. Potem pa na 5 potrditev eno, nimaš, da črhneš, odpreš ust. Če pa drugače daj pa štofec noter, pa premisli, kaj moraš potrditi, ne pa da boš kar gnjavil in to potem še pa pobožno, samo zato, ker želim samo dobro. In potem samo gnjavi, samo mori, cel dan mori, ker želi samo dobro. Ma za znoret, za spakirati pa poslati v Afriko. Pa še ne, v Afriko moramo pošiljati dobre stvari, ne v Afriko, kam drugam, da se to malo zamrzne. In se upravičujem, ampak veste, mnogokrat ti ljudje tako zamorijo, ne. 5-1, preden ne poveš 5 dobrih stvari, nimaš kaj
kaj bi pa še želel, ker želi samo dobro. Sem pa svetujem, da začnemo pri sebi. Ne? Se pravi, izziv za ta teden, za vse, ki naj jo zdaj po novem tudi gledajo. 5-1, upoštevamo. In bomo zelo vesela, če bo se kdo kaj oglasil, kako mu je uspelo, a ne da? Ja, veste, kaj jaz moram kar povedati, jaz vadim to že nekaj let, ne. To je res matranje, ker nas so tako tirili v to pozornost na to, kar še ni. In na tisto misel, da pa, ker hočemo samo dobro, moramo govoriti samo to, kar ni dobro. Pa to imaš od, ne bom rekel, samo doma, to imaš, cel sistem je zgrajen tako, ne. Nevedno poznam nekoga, ki mi je povedal, ki je direktor enega podjetja, je rekel, moja naloga je, da vsak dan obiščem vse zaposlene in jim izrečem spodbudno misel. Je pa tudi poslušal, veste, to 5-1 je poslušal, ne? Je poslušal, ne? In je vzel zares. In veste kaj, bolniške so se zmanjšale, ljudje so zadovoljni, lažje zdržijo, ker delajo z strankami, ne? Veliko več moči imajo, ne? Kot pa, če bi šel ta šef, pa bi vsakem povedal to, kar še ni dobro, ker želi samo dobro. Zaznoreti je s takimi šefi, pa s takimi patri, pa s takimi preostalimi 3 pike. Tako, tukaj pa zdaj lahko narediva za danes piko. Že pika, lepo. Zelo pomembno je. Luka mi kaže, da smo že čisto pri onem času, ko lahko končamo. In mogoče je ravno to, 5-1 napotilo, ne samo za ta teden, ne samo za naslednje dneve, pač pa za vadbo dolga leta, praviš, do konca. Meni ratuje najbolj, ampak se trudim, zato ker, veste, ne želim, prvič ne zamoriti sebe, niti drugih ne želim zamoriti, ampak to je treba vaja, ker najlažje se je sprostiti, ne, pa povedati to, kar še ni, pa ti ne paše. Samo odnosi niso straniščna zadeva, ne. To naredimo v stranišču. V odnosih se moramo pa zadržati in 5-1. Lep pozdrav, Jana, lep pozdrav tehniku, čeprav ga ne vidim. Lep pozdrav vsakemu, ki se druži z nama, se vidimo čez teden dni. Lepo se je. Lep pozdrav na Konjski vrh, povabilo k vsem, ki naj jo gledajo, da pošljajo še kakšen izziv, kakšno vprašanje. Mogoče odmev, kako ratuje 5-1 in ne se pohvali, da vam takoj že vse rata, ker pa vam je zafrustriran, ker že par let vadim, pa mi še vse ne rata. Iskrenost je tudi pomembna. Ja, glejte, ni potrebno, da smo popolni. Je pa zelo fino, če smo do drugega iskreni. In če ti poveš bližnjemu tudi, da ti vse ne rata, veste, je veliko lažje preživeti. S popolneži je strašno težko živeti in preživeti, ker seveda ob popolnežih so nepopolni samo drugi. Biti moramo iskreni, preprosti, pristni, pa seveda se pa tudi gibamo k tistemu, zaradi česar nam bo lepše in lažje skupaj živeti. Tako. Hvala za danes tebi, hvala vsem, ki so z nama in se gledamo čez en teden. Midva s Kapro vas iz Konjskega vrha prav prisrčno pozdravljava. Lepo se imejte. Hvala lepa, mi pozdravljamo nazaj oba. Srečno. Hvala. Srečno.